Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ne, danes ne bomo govorili o posmrtnem in smrtnem življenju, bomo govorili pa o kosteh, o mišicah in predvsem tudi o sklepih. In ja, kadar govorimo o teh tematikah, hitro pridemo do besede glukozamin, a vsak glukozamin ni enak. Govorili bomo danes o glukozaminu, ki je veganski, torej iz rastlinskega izvora in, če se ne motim, iz koruze, kaj ne da, Jelena? Res je, imaš prav, ja. Tako, iz koruze, torej veganski glukozamin. Zdaj pa jaz sem tak kar v prepričanju, da to starejši ljudje bolj potrebujejo, pa nisem tak, ne? Ja, ni, ker v bistvu danes veliko športnikov, mladih ljudi, tudi tisti, ki imajo odvečno težo, ima težave s sklepi in seveda imajo potrebe po tem, da bi zaužili nekaj dodatnega glukozamina, da ne bi prišlo do poškodb, ki se bojo nadaljevale, te spremembe, ki bojo naredile take poškodbe, da hrustanec ne bo imel to pravo funkcijo svojo, ki jo mora imeti za naše sklepe. Vem, da kadar pride do obrab in teh stvari, da je to zelo hudo. Moja mama je ena izmed njih in to čakanje na operacijo in to slabi dnevi, ki praktično ne more narediti nič, to je res, to je grozno, no? Ampak kako se pa pripeljemo do tja? Kako pride sploh do tja? Ker ne moramo samo sanirati, moramo gledati, recimo mene zanima, zato da ne bom jaz na njenem mestu čez nekaj desetletij. Ja, v bistvu spet smo pri tem načinu življenja, pri nekaterih, recimo, ko govorimo o osteoartritisu oziroma tej obrabi hrustanca, govorimo predvsem o ljudeh, ki ali se intenzivno ukvarjajo s športom, pa zaradi tega pride do teh težav, ali so preveč obremenjeni, ali so že starejši ljudje, ker v bistvu, kako se staramo, takrat je bolj intenzivna obraba hrustanca in takrat potrebujemo nekaj malo naravne pomoči, da do tega ali ne prihaja, ali v bistvu, da preprečimo te poškodbe. Če pa govorimo recimo o revmatoidnem artritisu, potem so različni razlogi. Ali so razlogi recimo kakšne okužbe, ki so lahko virusne, bakterijske, glivične, lahko je tudi spet obremenjenost sklepov, lahko je recimo debelost, ta, ki je problematična, ki ustvarja vnetje v telesu. S to razliko recimo, da ko rabimo pomoč glukozamina pri revmatoidnem artritisu, gre za bolj sistemsko bolezen, ker ta prizadene tudi različne druge organe, tkiva in ni samo locirana ravno na tem področju naših sklepov, ampak glukozamin potrebujemo tudi v primeru, če imamo kakšno vensko popuščanje, tudi takrat je zelo dobrodošlo, da ga je v zadostni količini, ker je sestavni del tudi našega telesa. Najdemo ga povsod, ne samo hrustanec, pa sinovialna tekočina, pa sklepi na splošno. Tudi naša koža, nohti, lase, različna tkiva v našem telesu, mišice, tudi v naših jetrih, v ledvicah, različnih celicah, posebej recimo tistih strukturnih celicah, ki v bistvu dajo obliko in tako dalje, tako da ga res nujno potrebujemo in ga je vse manj in manj in če imamo kakšne omenjene zdravstvene težave, potem moramo razmisliti o jemanju dodatnega glukozamina in bi bilo dobro, da je ta vir vsaj bolj tak naraven, da zaradi tega ne pride do kakšnih težav, recimo, ali kakšnih stranskih učinkov, da je v taki obliki, da tudi ne vsebuje dodatne snovi, ki jih ne želimo, kot so klasične, tisti, ki jih najdemo v kapsulah, kakšen magnezijev starat, silicijev dioksid, konzervansi barve in tako dalje. Ja, ker mislim, ljudje, ne vsi, ampak veliko ljudi pač samo, da vidijo, da je napis glukozamin, pa da je najcnej, pa to je to. Je zaradi tega, ker je ratal v bistvu dosti popularen in je marsikomu tudi pomagal in potem iz tega razloga izhaja tudi ta, ok, glukozamin, zdaj imam te in te težave, potem v redu bom vzel enega, ki se mi zdi najbolj pocen, ker to je itak ena ta ista stvar, tako ljudje ponavadi razmišljajo. Ampak če je veganski glukozamin iz koruze, iz česa pa sicer? Sicer se pridobiva ponavadi ali kakšna sintetična oblika ali recimo iz hitina, tistega sklepnega dela lupinarjev, zunanjega sklepnega dela lupinarjev in
velika večina ljudi že ve, da so danes težave tudi z lupinarji v tem smislu, da je veliko alergij, se pravi iz tega razloga niti mogoče takega ne more uživati, ampak hkrati, kot jaz zmeri poudarjam, jaz rajše vidim, da ne izkoriščamo živali v ta namen, da bi mi živeli mogoče boljše ali pozdravili kakšno našo zdravstveno težavo in tudi na tak način uničujemo direktno na nek način morja ali prebivalce tistih morij, oceanov, kakorkoli že. Tako da, če imamo eno izbiro, ki je takega rastlinskega vira, pa je lahko dosegljiva in iz tega pridobimo to koristno snov, zakaj ne bi. Tukaj pa moram res poudariti, da ne govorimo o gensko spremenjeni koruzi. To je ključna stvar, ker marsikdo bo pomislil, ja, okej, jaz se koruzi izogibam, ker v bistvu vsa koruza je že spremenjena, tudi gensko spremenjena, tako da je to en zelo pomemben podatek, da ne govorimo o gensko spremenjeni koruzi. Ker jaz moram priznati, jaz se koruze nasploh izogibam v prehrani. Vem, zaradi tega, ker zadnje čase, ko pogledaš, recimo, je res koruza ni več to, kar je bila nekoč. Ne moremo več govoriti o starodavni koruzi, ker so tudi ne samo, da je gensko spremenjena, ampak tudi procesom hibridizacije, tudi spreminjena skozi čas, tako da seveda, da to ni ista koruza. Samo ko pogledaš, recimo, da tam narod Južne Amerike preživi na koruzi, in je to osnovna hrana, se pravi, ne moremo reči, da je to slabo živilo. Samo je pomembno, na kakšen način smo ga vzgajali, na kakšen način je sploh prišlo do našega krožnika. To je ključna stvar. Zmeri moramo imeti več informacij, ne? Tako je, res je tako, ja. Pri osteoporozah, osteoartritisih, tudi tukaj je koristena, ne? Ravno tukaj. Tako, ker v bistvu, kot si že sama na začetku omenila, tudi tvoja mama, zdaj ne vem, kakšno bolezen ima, je osteoartritis, je kakšna druga oblika artritisa? Reumatoidni. V glavnem pri osteoartritisu gre za to obrabo hrustanca, ko kosti zdaj ne morejo več normalno drseti ena čez drugo in takrat nastane izjemno huda bolečina. Tudi ta togost, tudi starejši ljudje, ki imajo težave s tem, poznajo, kako to izgleda in resnično ni prijetno, zaradi tega, ker niti ne morejo normalno vstati iz postelje, taka prisotna in taka togost telesa, sklepi ne funkcionirajo več optimalno in res so močne bolečine in gibljivost sklepov ni več tako dobra in seveda nihče si ne želi biti v takem stanju in sam glukozamin zelo pomaga, če imamo recimo tovrstne težave, ne samo zaradi tega, ker v bistvu prepreči obrabo, ampak tudi pomaga, da pride počasi do obnavljanja samega hrustanca in to je ključna stvar. Ker pa enkrat ni več hrustanca, je pa samo še zamenjava, ne? Tako, je zelo težko pol stvari ne funkcionira več dobro in zaradi tega je treba vnaprej razmišljati. In če vidimo, da se pojavljajo tovrstne težave, ali smo nagnjeni k temu, ali imamo res tako težko delo, ali velike obremenitve naših sklepov, potem definitivno treba razmisliti, da pravočasno začnemo z uživanjem glukozamina. Če smo pa predebeli, pa shujšati po domače, ne? Absolutno, shujšati pa tudi hkrati uživati glukozamin. Ker je obremenjenost takrat na sklepih zelo velika in potem druge pomoči ni, kot da nekaj naredimo zase. Ja, nažalost, nekateri čakajo tako dolgo in potem, kar res face boli, pol bi pa vse v sebe noter, ne? Ampak včasih je takrat preprosto. Takrat je tudi velikokrat je težje, ko že imamo razvito bolezensko stanje, zaradi tega, ker v bistvu mi moramo bolj celostno gledati na svoje telo, od kje je prišel kje je glavni vzrok, zakaj smo zboleli. In takrat, če mi samo nekaj dajemo vase v svoje telo, nažalost, dostikrat se zgodi, da učinki niso tako optimalni, predvsem zaradi tega, ker tudi naš prebavni, presnovni sistem verjetno ne delata več tako optimalno in je vprašanje, koliko recimo smo sposobni absorbirati določenih snovi. Hkrati pa so količine tudi zelo pomembne, ker da ne bi govorili o zdravilu, potem ponavadi rečejo, da lahko zaužijete maksimalno 1,6 gramov glukozamina na dan, kar je bistveno premalo. Ampak ne si, kar ješ, si, kar absorbiraš. Tako je. In v bistvu, če mi tudi razmišljamo na tak način, če se držimo tudi teh priporočil, ker tam nekje kako piše, da je to maksimalna količina, ne bomo naredili nikakršnih sprememb in marsikdo bo tudi razočaran. Tako da, ko govorimo že o bolezenskem stanju, ali je to osteoartritis ali reumatoidni ali kakršnakoli druga bolezen, ki so s tem s pomanjkanjem glukozamina nekako tudi povezane,
takrat moramo pomisliti tudi o količinah. Se pravi, minimalno 2 grama na dan je treba zaužiti. In ko pogledamo, da tukaj dobimo v tem veganskem glukozaminu, ki ga imamo v prahu, zelo hitro to količino ali več. Ker... v kapsuli je to malo bolj. Ja, v kapsuli mi imamo recimo kapsule, ker imamo tam nekje 500 mg. In če razmisliš, da moraš zaužiti vsaj 2 grama, če ne več, jaz priporočam, da vsaj 5-6 gramov na dan, takrat bi mogel pojesti ogromno količino kapsul. In tudi, če ne gledamo samo zdravje, recimo zdravje, če gledamo samo tudi finančno, se nam to ne splača v primerjavi s tem, ki ga recimo dobimo v prahu. Ker mi imamo, ne vem, v prahu 100-gramsko pakiranje, tam pa nekje, ki imamo kapsule, imamo 45 gramov glukozamina dejansko. In če ti moraš res pojesti to količino, kot jaz priporočam, da se res poznajo tisti učinki, potem boš mogel pojesti ogromno tablet. Ne vem, če je 500 mg tabletka, koliko boš pojedel? 10 tablet na dan, pa kapsul v bistvu. Vprašanje je, kako bo to tudi delovalo, pa hkrati bo veliko bolj drago. Pa tudi kapsula ima svoje sestavine, ni narejena iz tega. Ni samo čista snov, ki jo želimo zaužiti. Tudi športniki so tisti, ki glukozamin uživajo, kaj ne da? Res je, vse več športnikov, pa veliko mladih recimo srečujem, pa vemo, kako je to, če se res intenzivno ukvarjamo s športom ali profesionalno, ali tudi tisti, ki se rekreativno ukvarjajo, dostikrat pretiravajo samo aktivnostjo in pri tem lahko pa posebej, če se ukvarjamo s športom na način, ki ni najbolj adekvatan za naše telo, takrat lahko tudi pride do poškodb ali do obraba in tako dalje. In v tem primeru je dobro, da tudi uživajo, velika večina uživa glukozamin, ravno iz teh razlogov, da ne bi prišlo do te obrave. No, mi pa smo, ker seveda spodbujamo k športu in razgibanju, smo spraševali naključne mimoidoče in naše goste, če so tudi oni kaj športno aktivni, pa na kakšen način? No, jaz sem se kot otrok ukvarjal zelo resno z atletiko, tako rekoč profesionalno, kasneje pa rekreativno, s košarko, odbojko, pa tudi drugimi športi. Ok, se pravi od športov, najljubša bi jaz rekla mogoče akrojoga, če pa štejemo med šport tudi ples, pa definitivno tango. Ой, nimam časa za športnih aktivnosti, ampak drugače v ofisu, kdaj sedim, делаю активность, разгибаем sklepe, rok, nog, včasih i glavu. Ja, nekdaj je bil to nogomet, sigurno, zdaj pa, ker sem tudi lovec, streljanje glinaste golobov. Streljanje za zračno puško, nogomet, sprehajanje. Sprehod je zelo fajn aktivnost. Absolutno, definitivno. Tudi tisti, ki imajo težave s sklepi, se priporoča, da se ukvarjajo s športom. Najboljše recimo kakšno plavanje, sprehod ali tudi dvigovanje uteži, ker vemo, da to zelo pomaga pri tem, da se tudi kosti pravilno razvijajo, regenerirajo in tako dalje. Ampak tudi, če jih boli, eni, ki jih boli, pa bi sam še ležali. Seveda, tukaj je treba najti pravo mero, ne začeti takoj se ukvarjati s kakšnimi športi, ki jih ne moremo izvajati, zaradi tega pomagajo tudi joga, tai chi, qigong, take lahke vaje, ki zelo dobro denejo našim sklepom. Tako da vsak se lahko izbira po svojih močeh takrat, ko ve, v kakšnem je stanju, koliko je razvita sama bolezen, tudi sam sprehod, če bo čist dovolj za začetek. Se pravi, majhni koraki. Majhni koraki, seveda. Ampak vztrajanje treba biti. To je, da ne obupamo tudi takrat, ko so bolečine. Posebej je to značilno za jogo. Poznam kar nekaj njih, ki imajo fantastične izkušnje ravno pri tem, da tudi so imeli ali mogoče kakšne nesreče, pa so pri tem imeli velike poškodbe na telesni ravni in ko so začeli počasi izvajati jogijske vaje, tiste, ki so jih v tem trenutku po svojih močeh, so zelo hitro prišli v tako stanje, da so, ne vem, ali shodili, pa do takrat mogoče niso in tako dalje. Tako da v tej smeri je treba razmišljati. S katerimi sklepi imajo ljudje največkrat težav? Kolenskimi? Ja, ponavadi kolenske, ampak ko govorimo recimo tudi težave, ko imamo kakšen revmatoidni artritis, kakršnikoli tudi imajo deformacije. Ja, moja mama ima deformacije. Deformacije prav na rokah, recimo take so čudno izgledajo, samo roke, ker jih ne morejo več spraviti v normalno stanje in so prisotne seveda bolečine, ampak tudi otekanje.
In zvijanje. Tako, zvijanje, otekanje, prisotno, posebej to značilno za revmatoidni artritis, ampak lahko tudi v povezavi s kakšnimi boleznimi, ki jih poznamo kot putika, kjer se nabirajo tisti kristalčki, kako se že imenuje tale, kislina. Aha. Razumemo. No, zdaj mi je šlo iz glave, ampak v glavnem... Ti kristalčki, vem, da moji mami se tudi delajo, ne, ti kristalčki. Tako. In to v bistvu tudi ponavadi prizadene ravno to področje ali kakšna tkiva ali ravno tam, kjer so sklepi in so res izjemno boleče zadeve. Tako da v bistvu je treba nekaj narediti na več različnih nivojih. In gibanje, in jemanje glukozamina, recimo, jaz ga priporočam tudi v kombinaciji z MSM-jem, organskim žveplom, pa kamukamujem, ker vitamin C je tudi zelo pomemben v celem procesu. Tako je. Tako da je treba paziti tudi na način prehranjevanja. Mleko in mlečne izdelke bi dala ven? Absolutno stran, se pravi vse to, kar lahko ustvarja tudi dodatne kisline, tukaj govorimo zmeri o živilih živalskega izvora, predelanih živilih, veliko sladkorja, vse to negativno vpliva na ustvarjanje pogojev, da nastanejo težave, ki sem jih že omenila. Se pravi, treba se vzeti v roke in pogledati, ker recimo jaz moji mami skozi govorim, mami, veganski glukozamin nenavaden, veganski glukozamin, pa pač gibata, ne, to itak, ampak mleko, mlečne izdelke ven. In pa reče, ja, pa se samo v kavici malo pijem. Ampak jogurte ona še vedno je, sir še vedno je, a ne? Ja, to je problem. Vse je to, ne? To je res problem, pa tudi vemo, da danes veliko ljudi s tem ima težave, čeprav mislijo, da ne, ampak resnično 80% ljudi zagotovo ima težave z mlekom in mlečnimi izdelki, ker tudi izgubljajo možnost za normalno predelovanje in mlečnega sladkorja in same kazeina oziroma mlečne beljakovine. In tukaj treba preveriti stvari in videti počutje. Naredimo eksperiment, za 2-3 tedne damo stran vse to, ampak res stran. Ne samo bom vzel majhne količine, ampak res damo stran in vidimo, kako se bo telo odzvalo. To je najboljši način, da preverimo zadeve. Nekje sem že slišala, da zdaj se prehranske svetovalce, ki jih je veliko, da se jih dejansko že tudi tukaj lahko hitro vidiš, kjer je tist, na katerem nivoju je, kako globoko je. Prehranski svetovalec, tista prav, ki ima celo širšo sliko, načeloma nikoli ne priporoča mlečnih izdelkov, kot so skute, jajca in te stvari. Ker v bistvu res v praksi se je pokazalo, da to deluje zelo negativno, tudi bolj negativno kot ostala živila živalskega izvora, kjer v bistvu tudi zasluzuje naše telo in tudi, če smo nagnjeni k temu, da naše telo na tak način odreagira ali se znebi določenih snovi, potem bomo imeli velike težave. Hkrati pa pri glukozaminu je marsikaj še drugega, ne samo tiste omenjene bolezni, ampak tudi raziskave so različne delali, kako deluje na naše telo. In ena obsežna raziskava je bila leta 2010 v Washingtonu, so delali raziskavo na enem inštitutu za zdravljenje raka. In so pol ugotovili, da tudi pomaga v tem, da se podaljša življenje. Ravno iz tega razloga, ker zmanjšuje vnetje v našem telesu. Pa tudi recimo v povezavi s kakšnimi pljučnimi boleznimi ali ne vem, s kakšnimi alergijami ali karkoli tazga, tako da na več različnih nivojih in v različnih situacijah ga lahko uporabljamo. Najlepša hvala. Jelena Dimitrijevič je bila v naši družbi in Dolfi pa Štefan. In ja, zanimivo je, kako smo narod ločenosti, gremo v bolnico in tam imamo oddelek za kosti, pa imamo tam za tist, pa tist, ampak na koncu koncev naše telo je eno in vse je še kako povezano. In všeč mi je, da imamo priložnost, možnost in goste, ki nam predstavijo določen izziv na večjih različnih nivojih. Da če bomo s tem tempom nadaljevali uničevanje rodnosti prsti, nas čaka v roku 2 generacij, torej nekako 60 letih, strahotna lakota, ne?